tam, kjer sem doma. To je kraj želja in san, ti pa minejo, kakor se. Letos je zelo pomembno leto za veterane Zveze vojnih veteranov Slovenije, ki bodo v septembru praznovali 50. obletnico obstoja teritorialne obrambe. Ob to se nekateri že javno spotikajo, nekateri pa so zaradi tega zaskrbljeni in ne želijo, da bi se veliko govorilo o 50. obletnici ustanovitve teritorialne obrambe v času volilne kampanje. Gospod Igor Bavčar je v prispevku Zgodovina ponavljačev ne pusti skozi, objavljenega v sobotni prilogi Dela, zapisal več netočnosti o teritorialni obrambi, ustanavljene manevrske strukture narodne zaščite, pomenu akcije Sever in vlogi slovenske milice od leta 1989 do 1991. Avtor si dovoli prispevko več želitev za pripadnike teritorialne obrambe, ko navaja, da ne drži, da bi bivšim pripadnikom teritorialne obrambe šlo za samostojnost Slovenije, da so bili vsi obvezniki vpoklicani za obrambo Slovenije, usposobljeni v jugoslovanski vojski in tako naprej. Nasprotno, usposabljali so se v teritorialni obrambi na slovenskih tleh, v slovenskem jeziku in za obrambo Slovenije. Tudi borili so se za Slovenijo. Naj ob tem veterani vojne za Slovenijo 1991 ponovno povemo, da se nismo borili za Demos in ne za partijo, takratno nepoznejšo, ki so razprodali Slovenijo in dovolili, da se je tajkunizacija razširila. To bomo takratni teritorialci in miličniki vedno znova poudarili, predvsem tistim, ki so v skritih ciljih osamosvojitve vedeli več ali imeli večja pričakovanja tudi glede osebnih koristi. Tako kot nekateri očitajo komunistom in partizanom, da so se v drugi svetovni vojni borili samo za oblast, lahko danes tudi novim strankam in Demosu v letu 90 očitamo, da so se tudi borili za oblast in ne za boljši jutri vsem Slovencem, za kar smo se borili teritorialci in miličniki, seveda tudi zavedni Slovenci.